Danes je čas za novo oddajo Prebujeno srce Slovenije z družinsko zdravnico in homeopatinjo gospo Katjo Žerjav. Po več kot 20 letih dela na področju družinske medicine je začela ugotavljati, da ji znanje klasične medicine ne zadostuje za doseganje cilja, to je ozdravitev. Pri svojem delu se je pogosto srečevala s kostno-mišičnimi težavami in upiralo se je zgolj predpisovanje analgetikov. Tako se je šolala za bolnovega terapevta pri priznani avstralski terapevtki slovenskega rodu Jelki Slapar, ki je bolnovo terapijo pripeljala v Slovenijo. Druge pogoste težave so bile psihosomatske narave, zato si je pridobila znanje svetovalke na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo. Hkrati se je srečevala tudi s homeopatijo, ki je postala njena glavna usmeritev. Že na začetku študija je vedela, da je našla natančno to, kar je pogrešala pri konvencionalni medicini. Obravnavanje človeka kot celote na vseh treh nivojih, mentalnem, emocionalnem in telesnem nivoju. Študij je nadaljevala na International Academy of Classical Homeopathy pod vodstvom svetovno znanega homeopata profesor Georga Withausa in letos opravila zaključni izpit. Okorel, že davno preživeti in utesnjujoč slovenski zdravstveni sistem ji ni dopuščal, da bi lahko uporabila svoje znanje in se posvečala bolnikom, kot bi si želela, zato se je odločila izstopiti. Ker je mar za zdravje ljudi, se je pridružila iniciativi slovenskih zdravnikov, ki se po svojih najboljših močeh trudijo posredovati preverjene informacije v zvezi s COVID-19, tudi če se le-te ne skladajo z uradnimi informacijami tako imenovane stroke in politike. Počaščen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Katja Žerjav. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Ja, umetnost zdravljenja, z menoj nocoj torej zdravnica, homeopatinja, dr. Katja Žerjav, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Ja, 30 let dela v družinski medicini, torej ambulanta družinske medicine. Nekaj sem že povedal v napovedniku, ampak vendarle, kaj te je peljalo v bistvu na to pot transformacije, da si stopila iz sistema? Moram kar zajeti sapo. Odločitev ni bila lahka, moram reči. Premišljevala sem vsaj 5 let, najmanj 5 let. Bila sem v bistvu nezadovoljna v sistemu. Predvsem zato, ker sistem ne omogoča časa za pacienta. Ne moreš, bom rekla, primerno uporabiti svoje znanje, da bi lahko pacientu pomagal, ampak ves čas samo hitiš. V bistvu delaš po tekočem traku in to me v bistvu začelo izčrpavati. Ampak še vedno sem vztrajala, ker moram reči, tudi poguma nisem imela za tako odločitev. Potem sem se pa, enkrat pogovarjala sama s sabo. In sem si rekla, če bi resno zbolela, bi takoj pustila službo. In potem sem si rekla, pa zakaj bi morala čakati toliko časa, da zbolim. In takrat sem se zelo enostavno in zelo hitro odločila. In mi ni žal, no. Ja, ukvarjala si se veliko praviš za psihosomatiko, z kostno-mišičnimi bolečinami, za bolnovo terapijo se je šolala, tudi za realitetno terapijo. Mogoče poveš malo več o tem? V bistvu, rabila sem nekaj let prakse, da sem začela ugotavljati, da z uradno medicino več ne morem zadovoljivo pomagati ljudem in sem iskala dodatne načine, nove načine, in ker je veliko recimo kostno-mišičnih obolenj, sem naredila recimo tečaj bolnove terapije. Potem, ker je veliko psihosomatike, sem šla na realitetno terapijo. Potem sem se pa še srečala s homeopatijo, in to je bilo tisto, da sem rekla, to je to, kar ves čas iščem. In v bistvu v glavnem zdaj delam samo homeopatijo. Kakšne so pa razlike med klasičnim alopatskim zdravljenjem in homeopatijo, recimo za naše gledalke in gledalce? Predvsem bi rada pojasnila to, da ljudje, ki ne poznajo homeopatije, predvsem uradna stroka, pravi, to je placebo. Če je to placebo, ni nič narobe, ker vsaka stvar v bistvu je placebo, tudi ko damo mi alopatsko zdravilo, je zraven placebo, tu ni nič narobe, ampak
Razlika med placebom pa dejansko terapijo je v tem, da je placebo kratkotrajen učinek in površinski. Ne? Se pravi, placebo nikoli ne bo pozdravil. Ne? In v bistvu, če bi bila homeopatija placebo, ne bi imeli ozdravitev, ki jih pa imamo. Ne? Imamo 200 let izkušenj na področju homeopatije, v bistvu dlje, kakor obstaja uradna medicina. Ne? Okay, in kakšne so te... Kakšna je pa razlika? Ja, sem se malo zapletla. Razlika je v bistvu v dojemanju simptoma. Simptom, kakor vsak zdravnik ve, je pač nek odraz, da je v telesu nekaj narobe. Ne? V bistvu simptom nastane z namenom ali pa takrat, ko obrambni sistem poskuša, spravi, telo pride iz ravnovesja, obrambni sistem poskuša nazaj vzpostaviti ravnovesje in ob tem producira simptome. Se pravi, homeopatija razume, da je simptom proizvod obrambnega sistema in je hkrati tudi pokazatelj, da je v telesu nekaj narobe. Uradna medicina pa ve, da je simptom proizvod obrambnega sistema, ampak hkrati enači simptom z boleznijo. To je pa razlika. Utišati simptom. Tako, simptom ni bolezen. Simptom je samo odraz bolezni, recimo, ali pa nekega neravnovesja, pač, če rečemo bolj nasplošno, v telesu. In zdaj pomembno je vedeti to, zato, ker je potem tudi terapija popolnoma različna. Uradna medicina zdravi alopatsko, to pomeni nasprotno. Če imamo mi nek simptom, recimo bolečino, pač delujemo nasproti bolečini in jo zmanjšamo. Homeopatija pa deluje homeopatsko, se pravi v isto smer. Se pravi, ko imamo mi bolečino, delujemo v isti smeri, kot že deluje obrambni sistem. Nič ne spreminja homeopatija v telesu, samo podpre obrambni sistem in na ta način obrambni sistem lahko, kako bi rekla, premaga nek problem in nas spravi nazaj v ravnovesje. To je bistvena razlika. In v bistvu, če to dobro razumemo, kar sem povedala, če mi blokiramo simptom, bomo blokirali obrambni sistem. In s tem bomo v bistvu človeka delali vedno bolj bolanega, ne pa vedno bolj zdravega. To je bistvena razlika za razumevanje. Potem imajo ljudje po 10 zdravil. Tako, vedno več zdravil, seveda. Vsako zdravilo. Bolezni, nobeno zares ne pozdravljamo, ampak samo simptome nekako ohranjamo oziroma obvladujemo bolezen. Okay. Torej, kakšni so pa že mogoče pozitivni efekti oziroma kakšne primere si že sama imela in si s homeopatijo lahko pomagala? Recimo homeopatija kot taka nima omejitev. Se pravi, diagnoza ni omejitev. Vseeno, vse se lahko zdravi, pozdravi. Omejitev, kdaj recimo pač s homeopatskim zdravljenjem ne bomo dosegli ozdravitve, je znanje homeopata in pa stanje obrambnega sistema pacienta. Se pravi, če pacient nima več obrambne moči, ta obrambni sistem ne proizvaja več simptomov in mi ne moremo najti več zdravila. Kako iščemo zdravilo v homeopatiji? V bistvu homeopatska zdravila so registrirana kot zdravilo. To ni kar nekaj. To je registrirano na podlagi preizkušanj. Spet je razlika. V uradni medicini se preizkuša zdravilo na bolanih, recimo imajo neko določeno težavo in potem tisto zdravilo preizkušajo na ljudeh z enakimi težavami. Homeopatska zdravila preizkušamo na zdravih posameznikih in ti potem poročajo o simptomih, ki jih to zdravilo povzroča. In potem dobimo na ta način nabor nekih simptomov, ki jih določeno zdravilo povzroča. In kot sem rekla, homeopatija zdravi enako z enakim. Mi poskušamo najti zdravilo, ki ima enake simptome ali pa čim bolj podobne simptomom od pacienta. In to je bistvo. In da se nazaj vrnem na vprašanje, če nimamo simptomov, se pravi, če je obrambni sistem oslabel, nimamo simptomov, si nimamo s čim pomagati, da bi našli zdravilo. To je glavna omejitev. Torej, če je človek že toliko
Človek, mislim pacient, ki je že dolga leta na zdravilih, ta zdravila v telesu delajo spremembe in v bistvu nima več svojih simptomov. Ima v bistvu simptome zdravil, te nas pa ne vodijo k predpisu homeopatskega zdravila. Torej naravni v bistvu odziv telesa je utišan. Tako, točno tako. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj zdravnica in homeopatinja, dr. Katja Žerjav. Pogovarjava se torej o homeopatiji, dejansko tako kot za klasično medicino, to ni kar tako, je potrebno kar precej izobraževanja in veliko znanja človek rabi za to. Ti si se izobraževala na International Academy of Classical Homeopathy, pod vodstvom znanega homeopata v Grčiji. Nam lahko poveš kakšno izkušnjo, kako je to potekalo v bistvu? Jaz sem začela najprej z šolanjem v Sloveniji. V Sloveniji imamo 3-letno izobraževanje. V bistvu predavajo v glavnem tuji predavatelji, ker pač Slovenija še vedno zavira razvoj homeopatije in nimamo homeopatov z dovolj dolgimi izkušnjami, da bi lahko učili. Potem sem pa pač tekom tega študija slišala za to šolo, ki velja za najboljšo šolo, ki pa ima za razliko od slovenske res en program, strukturiran program, se pravi od začetka do konca, in da neko bolj zaokroženo in celovito znanje. Ustanovitelj je pa človek predan, totalno predan homeopatiji, zdaj star že 89 let in še vedno predava. In res, ko sem prvič prišla na to mesto, to sem si želela, v bistvu videla sem po slikah, videla sem videoposnetke, te šole in sem si rekla, a bom kdaj prišla sem, zdaj bi grem malo na jok, moram priznati. Ja, sem bila res čisto vzhičena, ko sem prišla v tisto okolje. V bistvu nič posebnega, pač šola kot taka, ampak ljudje z vsega konca sveta prihajajo tja, vse posod, z Amerike, Avstralije, Mehike, ne vem, Kitajske, Tajske, Emiratov, ne vem, skratka, vidiš ljudi res iz celega sveta, že to je fino. Pa človek res, ki kako bi rekla, ki čutiš, kako je iskren v svojem podajanju, Zdaj sem malo hecna res, ampak točno to. Točno to. Moram reči, da se mi dogaja, ko sem v Grčiji, zdaj nažalost, zdaj že drugo leto ni seminarjev zaradi te korone, ampak zdi se mi, da, mislim, tam se pogosto jočem, pa ne znam povedati zakaj. Mislim, nobene žalosti, ničesar, ampak kot da neka čustva se tam porajajo, ne vem, v naravi, Ta šola je namreč na enem malem otoku, kjer ni nobenega turističnega življenja praktično, v glavnem smo homeopati. In v bistvu je narava, mir in skratka drugačno okolje, Tudi ni enostavno priti tja. Moraš kar zamenjati nekaj prevozov, ali letalsko, ne vem, pol čolnički, ladjice in hidrogliseri in tako naprej. To je tretji toček od Aten, pač naprej bolj v morju, mislim, najbolj globje v morju, Zakaj misliš, da toliko v tej Sloveniji to zavirajo? Glih razloga ne bi poznala, res ne vem. Mislim pa, da je glavni razlog, da v bistvu ne vejo, kaj je homeopatija in jo v bistvu takoj zavračajo, namesto da bi da bi se mogoče vsaj spoznali s tem, pa potem presodili, Spomnim se, da sem bila na skupščini zdravniške zbornice, ki je bila leta 2014, kjer se je odločalo o tem, a se bo zdravnikom dovolilo ukvarjati s homeopatijo ali ne, ker do takrat se je to strogo preganjalo in zdravnik je lahko izgubil licenco, In takrat sem bila presenečena, da je bilo pač na skupščini za omizjem cel kup profesorjev, ki naj bi bili, kako bi rekla, vodje izobraževanja, razvoja in vsega, ki pa niso odprti za neke drugačne stvari, In edini
edino en zdravnik se je oglasil iz publike in je rekel, bil je anestezist, in je rekel, meni je pa kar nekaj pacientov že povedalo, ne, svoje pozitivne izkušnje. Je rekel, in mene je začel zanimati, kaj to je. To se je meni zdelo nekaj, kar bi en profesor moral, recimo, to širino. tako. Ja, pravijo, da tisti, ki so zelo pač omejeni v tem razmišljanju, pa ne vem, 30 let eno in isto, ne, potem se kar zaprejo v tej svoji energiji in ne dovolijo, da bi nekaj novega spoznali. Ne? Zato tudi nova spoznanja v medicini, recimo zdaj kognitivna nevroznanost napreduje, epigenetika veliko nam govori, da nismo žrtve genov, ne? Ampak se tudi to, naše misli, čustva drugače izraža, ne? To naše izražanje genov ni v bistvu definirano vnaprej, ampak smo mi v bistvu tisti, ki kreiramo. Mi smo te genetski inženirji, ne, kot pravimo, in vsako mislijo, čustvenim stanjem spreminjamo naš epigenom v resnici. Ne. In tudi pri teh profesorjih traja nekaj časa, da to neko novo dognanje recimo speljejo v delovanje. Ne. Doktor Lipton je tle tudi recimo ameriški celični biolog veliko naredil. Ne. Profesor naj bi bil znanstvenik in jaz se spomnim, v srednji šoli smo se pogovarjali, kdo je znanstvenik. Ne? To je nekdo, ki je radoveden, to je nekdo, ki ga zanima, to je nekdo, ki odkriva vedno nove stvari, in jaz moram reči, da sem malo razočarana nad našimi znanstveniki. Ne? Ja, kakor da so nekako zacementirani v tej stari energiji in pač tako, kot pišejo tisti stari bukvi, ne? Ki je že stara toliko let, ne grejo naprej. Ne? Ampak to so v bistvu stara znanja, ne? Rekla sva 200 let že. Ne? Torej... Prednost je uradna, oziroma začetnik je Hahnemann, to je zdravnik, nemški zdravnik, ki se je v bistvu, rekla, na nek način upiral, tedanji zdravniški sreni, ali kako bi temu rekla, ker v bistvu takrat je medicina bila samo puščanje krvi, pa mogoče so kako opij dajali, za vse sorte, in to se je že skoraj neha terapija. Medtem ko on je pa začel, bom rekla, odkrivati moč rastlin, in potem tudi to pripravo, ki ni isto kot, homeopatsko zdravilo v bistvu ni samo izvleček iz rastline, ampak je tudi posebnost je ta, da je ta učinkovina potencirana, zato ima toliko večji učinek in toliko globji učinek. Kot recimo, če bi mi, ne vem, spili kamilični čaj, je čisto nekaj drugega, kot če mi dobimo kamilico v obliki homeopatskega pripravka. Dosti močneje. Ja, nekateri imajo tudi recimo z temi cvetnimi esencami, Bachove recimo, ne, to tudi poznaš, ne? Ja, v bistvu ne poznam, vem, da obstajajo, poznam ne, ampak tako pravi profesor Vitulkas, to je ta grški homeopat, pravi, da to je v bistvu bolj površinski učinek. Seveda je priporočljiv, je dobrodošlo, če pomaga, ampak s tem ne moramo mi neke kronične, globoke bolezni pozdraviti. Lahko si pa pomagamo, izboljšamo, brez škode. Ni pa tu prave ozdravitve. Okej. Sodeluješ tudi pri iniciativi slovenskih zdravnikov, kjer mogoče ima malo drugačno mnenje kot to klasično mnenje, kar nam zdaj podajajo glavni mediji pa politike. Zakaj si se odločila, recimo, da sodeluješ? No, bom rekla, da sem ponosna, da sem del te skupine, še posebno danes, ko je v delo šlo, bom rekla, zelo, kako bi rekla, razžalujoče dejstvo, da nas v bistvu en kolega tako grdo obravnava. Skratka, pridružila sem se čisto iz enakih interesov, podajati resnico, slediti zdravju, dati ljudem čim več pravih informacij, ki so zdaj, bom rekla, precej iznakažene, ker ljudje dobivajo informacije mogoče od šarlatanov, čisto neke čudne stvari, od uradne stroke spet nekaj, ker imajo oni neke svoje interese. Skratka, čim bolj verodostojne informacije. In cela iniciativa se res trudi, prevaja članke, prevaja, bom rekla, kvalitetne informacije, podaja kvalitetne, preverjene informacije, dela vse brezplačno, ne samo to, celo svoj denar vlagajo recimo v razvoj spletne strani, v tiskanje letakov in take zadeve. Ker se recimo veliko
očita ljudem, da so zaslužkarji, tisti, ki so proti cepljenju, tako naprej. Iniciativa v bistvu nima neke, kako bi rekla, smeri, ne, proti cepljenju, proti ukrepom, ampak v bistvu išče samo čim bolj verodostojne podatke o cepivu, a ne. Ljudje se bi pa pač sami lahko odločali, ali se bojo cepili ali ne. Iniciativa njen namen ni spodbujati ne k cepljenju. Ne. Samo preverjati informacije. Tako, ljudem podajati čim več informacij, da se lahko sami pravilno odločijo. Najboljše za sebe, pač tak se odloča. Odgovornost je pač seveda na posamezniku, ne? Ker tudi te družbe menda ne dajejo, ne? Pač ne prevzemajo nobene odgovornosti, celo to so dosegle te farmacevtske družbe, ne? To pomeni, da je vsak sam prav zares odgovoren, ne? Če ima neke posledice potem, ne? Tako. In to je veliko stvari, v bistvu, ne, se dogaja, da v bistvu človek podvomi v resničnost, koristnosti, ne, zdravil in cepiv. Tako delajo globalne elite, ne, ustvarjajo globalni problem, ne, in potem ponudijo rešitev, ne, in to ni nič novega, kar se zdaj dogaja s to krizo, ne. Ja, v bistvu, no, tako, če samo opazuješ, v bistvu, ne rabiš niti nič se poglabljati v stvari, ne. Vidimo, da po letu cepljenja v bistvu je več obolelih, kot je bilo pred cepljenjem. Zdaj pa ne vem, kako lahko drugačne zaključke narediš. Kaj smo zares dosegli s tem, ja, ne. Tako. Ja, če bi bilo res Kot tako to, da učinkovito. cepivo pač ne učinkuje, ne, in to treba nekaj čim prej priznati. Ja. Na lici čistega vina, da ne bomo, Tako, ne, čez nekaj let govorili, ne, kaj bi se lahko bilo drugače, ne. Torej, sedaj imamo priložnost, da dejansko tudi v družbi gremo na en višji nivo zavesti, ne, da presežemo vse tiste stare energije, stare vzorce, vse tisto, kar je bilo prej, ker zdaj da nas hočejo ločevati spet in tako, ne. Tako da zdaj je čas za nek sočuten dialog, a ne. Tako, da v bistvu ljudje sprejmejo v bistvu, politika se mi zdi, da jih deli na cepilce in necepilce, ne. Pa spet anticepilci. Tako, tudi nek mogoče namen, da se kregajo med sabo, kar ni v redu. Ljudje bi se morali zavedati, da pač vsak človek je individualno bitje, a ne, ima svoje, ne vem, potrebe, strahove, karkoli, želje, in je to treba upoštevati in spoštovati. En se odloči za cepljenje, je prav. En drug se ne odloči za cepljenje, je tudi prav. Tako, ja. V vsakem primeru imaš prav, je rekel Henry Ford, ne. Če verjameš ali če ne verjameš, pač vsak se odloča zase, ne. Bova nadaljevala še po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemna gostja, doktorica Katja Žerjav. Ja, zdravila, ne, veliko se tudi reklamirajo v medijih, sploh, ne, praviš, da to ni dopustno in tudi način, kako, a ne, predstavljajo, nam lahko poveš nekaj več o tem? Ja, jaz sem že leta svojim pacientom, vsakič, ko se je začel recimo obdobje prehladov, obdobje gripe, in sem poslušala recimo oglase na televiziji o prvih znakih prehladov, vzemite Lekadol. In sem pacientom razlagala, ta reklama je popolnoma zgrešena, samo ne delajte tega, a ne. Ker če boste vzel Lekadol o prvih znakih prehlada, si boste s tem zablokiral ravno, ko sem prej govorila, ne, prve simptome, se pravi prvo reakcijo obrambnega sistema, se pravi vročino, ne vem kaj potem, bolečina, glavobol, karkoli, kar nastane v bistvu na začetku bolezni, zato da bi mi čim prej ozdraveli, a ne. In to ni prav, v bistvu take oglasi so, bom rekla, ljudi navedejo na napačno razmišljanje, ne. Se spomnim pacienta, ki je prišel v mojo ambulanto, pa je rekel, kaj je zdaj to, je rekel, že en teden jemljem Lekadol, pa nisem nič boljši. Ne, ker ljudje ob takem oglasu razumejo, da jih Lekadol zdravi. Dejansko je pa ravno obratno, a ne, preprečuje ozdravitev. Seveda lahko Lekadol vzamejo recimo ob grozno hudem glavobolu, ki ga ne morejo več prenašati, ampak morajo se zavedati, da si s tem škodijo. Mislim, da si s tem preprečujejo ozdravitev, ampak če jih hudo vzamejo, ne pa z namenom, da bojo zdravi po Lekadolu, ne, tega ne bo. Ja, to pa ni, ne. Kaj pa še malo o nivojih zdravja povejva? Ja, nivoji zdravja so v bistvu
kako bi rekla, neko dodatno vedenje, ki ga pa ni razvil Hahnemann, pa ga je razvil profesor Vitulkas. Zato je dobil tudi nagrado, kako bi rekla, alternativo Nobelovi nagradi, zelo pomembno nagrado je dobil za življenjsko delo in v bistvu predvsem za te nivoje zdravja, ki v bistvu pomagajo razumeti, kaj se dogaja v poteku bolezni, recimo, ne. Zakaj eni ljudje zbolijo, drugi ne zbolijo, ne. Pa recimo glede na nivo zdravja, nivo zdravja je homeopatu, pa tudi uradnemu zdravniku bi moral biti pomemben, ne. Je pomemben, da se ve, kako boš zdravilo doziral, recimo, se pravi, če je recimo človek v prvem nivoju zdravja, on je pač schematsko razdelil zdravje na 4 skupine, a ne. In v prvi skupini so tisti, ki so najbolj zdravi, a ne, ki nimajo nobenih kroničnih bolezni in redko kdaj zbolijo za akutnimi boleznimi, a ne, se pravi manj kot enkrat letno, ne. V zadnjem, četrtem so pa tisti, ki tudi nikoli ne zbolijo za akutno boleznijo, imajo pa kronične bolezni in te kronične bolezni niso več ozdravljive, so tudi organske spremembe in oboji ne zbolijo, a ne, ampak dostikrat slišim recimo paciente reči, ne, sem imel raka, prebolel raka, pa nisem nikoli več bolan, izgleda, da sem tako zdrav, ne. Ampak on je v tej 4. skupini, on je že tako bolan, da on ne more, njegov obrambni sistem v bistvu ne odgovori več na infekt. In zato v bistvu ne zboleva, ne. In to ravno zdaj mogoče pri covidu vidimo, a ne. Prva skupina ljudi ne bo dobila covida, ne, ker so tako zdravi, da pač oni ne zbolijo. Druga skupina je taka, da ima zelo pogosto recimo akutne infekte, pa niso resni. Se pravi, te bojo preboleli covid brez problemov, a ne. Tretja skupina so pa taki, ki že imajo kronične bolezni, je pa še vedno možna ozdravitev, pa redko zbolijo za akutno boleznijo. Se pravi, pri teh, to je pa ta skupina, ki bi jo morali v tem času epidemije najbolj, kako bi rekla, najbolj obravnavati, najbolj pazljivo obravnavati, ker te pa bojo verjetno razvili tisto hudo obliko covida, ne. In zdaj, če se navežem na cepljenje, a ne, v bistvu bi bilo smiselno cepiti samo 3. skupino. Ampak ne zato, ker bi cepljenje jih naredilo bolj zdrave, ampak zato, ker bi s tem preprečili hujšo reakcijo, potek, a ne, hujšo reakcijo obrambnega sistema, a ne, ki jih lahko ogrozi. In v bistvu na ta način jih sicer mi spravimo v nižji nivo zdravja, ko jih cepimo, ampak potem preprečimo hudo reakcijo. In te ljudje bi profitirali z cepljenjem, ampak na račun poslabšanja kroničnih težav. Torej vsi ostali nimajo smisla, ne? Nobenega smisla. Ker telo v bistvu naredi svoje, ne? In večina v bistvu ozdravi. In v bistvu bi se moralo, uradna medicina bi se morala bolj individualno ukvarjati z ljudmi, a ne. Ne pa vsem enako. Vsem enako, zdaj vse cepiti, ni važno, če otroci sploh ne zbolevajo, pa za otroke sploh ni nevarno, ne. Pa še kar silijo zdaj že, ne. Ob tem pa še z cepivom, ki je v preizkusni fazi. To je pa To pa ni v redu, ne. Etično, moralno moralno sporno, ne. Tako. Torej, definitivno je to etično, moralno sporno. Torej, dejansko v medicini je vedno ta cost-benefit treba upoštevati, ne. Pač kakšne so prednosti, kakšne so slabosti in potem pretehtaš, a ne. A je vredno iti za nekoga v nekaj ali ne, a ne. Ja, pa tudi upoštevati želje človeka, ne, mislim, pacienta. Ja, točno tako, ne. On je tudi soodločevalec. Ja, svobodno voljo, ker če en tudi, a ne, še moč uma, ne, da poveva, če nekdo res verjame, da mu bo to več škoda naredilo kot koristi, mu bo dejansko res, a ne. Tako, ali pa če kdo verjame v cepljenje in se s tem počuti varnega, je tudi v redu. Je tudi v redu, ne. Samo, da on ne prepričevati kako bi rekla, naj se pacient odloči na podlagi informacij, ne pa zato, ker nima druge izbire. Se pravi, čeprav zdaj pravimo, se prostovoljno cepijo, ampak oni se cepijo zato, da pridobijo svobodo. Svobodni, To je pa prisila. Po moje se je večina zaradi tega. Cepiti bi se morali zato, ker cepivo ščiti pred covidom, ampak tega ni. Ja, nažalost vidimo, ne, se je izkazalo zdaj v drugem letu že, ne.
kakšna je situacija. Ne? To je edini razlog za cepljenje, je, da te cepljenje ščiti pred boleznijo, ne pa zato, da ti lahko greš čez mejo na dopust. Kam smo prišli, ne? A ni to žalostno? V bistvu? Zelo žalostno, ja. Ja. In se izkorišča tudi stroko, zdravnike doskrat, ne? Za neke pač namene, ki niso najboljši. Ne? Ja, zdravniki se pustijo izkoriščati. Se pustijo, ja. Dejansko ne vem, no, kam nas to pelje. Rabimo ozaveščati dejansko ljudi, ne, in pač povedati resnico, zdaj pa vsak bo pač sam se odločil za sebe. Tako, kot sem Ja, že povedal. moj priljubljen citat ali pa izrek je od Konfucija. Največja strahopetnost je, če veš, kaj je prav in tega ne narediš. Točno to, ja. In če jaz razmišljam o tem, kaj je prav in tega ne povem, se ne počutim dobro. Ja, točno to, ja. Človeška vest, ne. Ja. Ti da dejansko to vedete in tudi v meni je to, ne. Pač, če vem, da nekaj pomaga, bom človeku povedal, ne. In če vem, da mu nekaj škode, bom tudi povedal, ne. Tako, ampak na njemu je pa, da se odloči. Tako, ne. ja. Vsak ima pa svobodno voljo in se lahko odloči sam, kaj želi, a ne, kaj on verjame tudi, a ne, kaj je njegova resnica. Tako, kaj so njegova prepričanja. Prepričanja, pa ja. malo izrealitetne, ne. Tako, ja, prepričanja so tudi zelo pomembna, ne, Ja, pri zdravljenju. ja. Koliko je moč uma pomembna, ne. Mogoče še kakšna izkušnja z tega področja ali pa. Ja, tako čuma definitivno je pomembna, ne, pa prepričanja, pa pač, bom rekla, slike kakovosti pri človeku, ki jih pridobi tekom svojega življenja, ne. Živimo v svetu zunanjega nadzora, ne. Vse hočemo, pač drugi hočemo nadzirati življenje, mi hočemo nadzirati življenje drugih, a ne. To pa ne gre, a ne. Vsak lahko nadzira samo svoje vedenje, a ne, svoje reakcije, a ne. Tako, In to je v bistvu teorija notranjega nadzora, ne. Samo nad svojimi reakcijami imamo bi rekla, moč nadzora, ne pa nad reakcijami drugega, ne. In je v bistvu škoda energije, da poskušamo usmerjati v spreminjanje vedenja nekoga drugega, ne. Definitivno, ja. Torej, prevzeti odgovornost zase. Tako. S tem prevzamemo odgovornost za svoje počutje, a ne, in ga ne nalagamo drugemu, a ne. Hkrati smo pa tudi bolj svobodni zaradi tega, ne. Super, odlično. Hvala, čas se nam je na žalost iztekel, ne. Hvala, dr. Katja Žerjav, za pogum, za iskrenost, da si prišla v našo oddajo Prebujeno srce Slovenije. Verjamem, da se še kdaj srečava. Hvala za povabilo. Z veseljem. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala vam, ker ste, in hvala, ker gledate to oddajo.